Sem čutil en izziv, v tem delam v kmetijstvu že kar nekaj let, vidim, da se da veliko narediti, verjamem, da se da, zmoremo, ker smo dokazali tudi posamezne zadruge. Vem, da je Zadružna zveza v teh letih delala dobro in veliko. Vendar res mislim, da je tudi čas, da se kaj zamenja in se odločil, da kandidiram. In zdaj pač ponujam tukaj svoje znanje, delo in generiranje ekipe. Mislim, da se moramo fokusirati, kaj lahko naredimo za kmeta. Kmet je vedno postavljen na začetek te verige in na začetku verige vemo, da ni veliko dodane vrednosti. Vidimo pa, da više gor verige se pa ustvarja. In mislim, da vse te zgodbe je treba postaviti v luč, da se ukvarjamo s tistim problemom, ki je s kmetijstvom, s kmetom, ne pa z nekimi nasprotnimi mnenji. To, da se s Petrom Virskim včasih nismo strinjali, to je nek normalen poslovni proces. Čestitam Borutu Florjančiču pa novi ekipi, ki je bila izvoljena, želim uspešno delo. Za nazaj bi lahko rekel, da smo upravili kar pomembno delo, bila so težka leta za zadružništvo, to so bila leta, ko zadruge niso bile popularne, ko je bilo zadruga nek ostanek preteklosti. Danes lahko vidimo, da zadruga v javnosti pomeni nekaj pozitivnega in v politiki in v medijih, v javnosti nekaj. In to je bilo pač sigurno eno pomembno delo upravljeno, da smo javnost prepričali, da zadruge so pomembne. Zadruge so v teh letih povečale premoženje, povečale promet, tudi v času koronavirusa smo videli, so res oskrbovale podeželje, torej so pomembne. Jaz sem prepričan, da nova ekipa mogoče bo imela kakšne svoje poglede, ampak prepričan sem, da bo nekje iz teh temeljev nadaljevala. Tako da še enkrat želim uspešno delo in jaz sem prepričan, da bo sistem deloval naprej dobro. Zdaj naprej je prav gotovo, postaviti prvi črtice zadruge sodobne, sposobne, so ljudje noter z znanjem, ker one so osnovni podporni steber kmetov, članov. Člani morajo biti spoštovani, podjetniški, zadovoljni, vsi, stari in mladi. Ne da skrbi mladega, kaj bo prevzel neko nedonosno dejavnost, ki je v kakšnih omejenih območjih, ali da bo včak razmišljal, celo življenje sem delal, nič mi nastane. Zadružna zveza mora biti pa osnovni steber support. Tukaj bolj razmišljam o palici kot o ribiški palici kot pa o ribi. Zdaj smo pristopili leta 2004 na odprti trg in se tega moramo zavedati. Mi ne moramo ustavljati neke kamione, tukaj ni več mej, to je prosti trg blaga, storitev, materijala, kapitala in tako naprej. Mi moramo postati boljši. Mi moramo našem kupcu ponuditi bližje, se pravi mogoče z direktno prodajo do kupca. Zdaj smo v rokah velikih trgovcev in tam pač doumujemo poslovno. Mislim, da smo pa sposobni, kar dokazuje zadruge vsako v svojih okoljih, razvijemo zelo napredne poslovne modele. Zamenjava na Zadružni zvezi Slovenije se je zgodila dokaj na hitro. So kakšni razlogi za to? Ja, volilni občni zbor je bil, mi smo že predvidevali volitve že pred pojavom te bolezni koronavirusa, potem bilo vse prestavljeno, zdaj smo pač sklicali upravni odbor, potem v primernem roku tudi volilni občni zbor. Volitve je dobil Borut Florjančič, mu čestitamo, želimo uspešno delo in pa tudi njegovi ekipi. Tako da, kaj druga, ne vem, težko povedati. Zdaj mislim, da zapuščamo ta zadružni sistem, zapuščam v neki dobri kondiciji. Zadruge so danes, imidž zadrug v javnosti je dober. Zadnja leta smo povečevali skupni promet, povečevali premoženje. Banko tudi imamo zdaj v neki dobri finančni situaciji. Seveda je pa veliko izzivov za prihodnost in v banki in tudi v samih zadrugah, tako da ni zdaj to, da nekdo pride, je predsednik, zaupa, je vse narejeno, ampak nova ekipa bo seveda morala sprejemati nove izzive in tudi na te izzive odgovarjati. Koliko članic zdaj šteje Zadružna zveza Slovenije? Vseh članic je 63. In pravite, da so v bistvu vse zadruge v dokaj dobri finančni kondiciji? Velika večina zadrug pozitivno posluje, zadruge imajo dobro poslovanje zadnja leta in se iz leta v leto izboljšujejo, tako da je stanje relativno dobro. Seveda, vsaka zadruga ima neke svoje probleme, nekaj zadrug je tudi v težavah, za kar smo si potem prizadevali, da bi pomagal tudi sklad Ribnica, tudi na tem smo še do prejšnjega tedna aktivno delovali, tu bo treba te stvari nadaljevati, torej vsi pač niso super in fajn, ampak tistim je treba potem še posebej z vidika Zadružne zveze tudi pomagati. Kaj polagate na srce novemu predsedniku, s čim naj se začne najprej ukvarjati? Novi predsednik je že nekaj let bil direktor zadruge, tako da te probleme kar dobro pozna. Seveda je malo drugi zorni kot je, torej gledaš ti z vidika zadruge. Že ko kmet gleda z vidika kmeta do zadruge, ena zgodba, ko gleda po nekdo z vidika zadruge na Zadružno zvezo, spet druga zgodba. Mogoče ljudje, mi smo prostovoljno združenje Zadružna zveza,
in ljudje včasih imajo velika pričakovanja, ker mi lahko naredimo tisto, kar ljudje prostovoljno želijo tukaj sodelovati, ne. No, kljub temu mislim, da tudi v tej prostovoljnosti smo opravili pomembno poslanstvo in jaz verjamem, no, da bo ekipa tudi naprej dobro delovala. Zdaj se je vprašanje, kakšni bodo pa izzivi tega novega sodobnega časa, ne. Zdaj ta bolezen je pustila določene posledice, pred nami je novo finančno obdobje 2022-2027, tu se bo treba res boriti za to, da ne izgubimo denarja. Tu je seveda zbornica še bolj izpostavljena, ampak sicer pa Zadružna zveza pa prav gotovo mora tudi upraviti svoje delno poslanstvo, tako da izzivov ne bo zmanjkalo. Če pogledam nazaj, pa lahko rečem, da sem ponosen na to delo, no rekel sebe ali pa te ekipe, s katero smo delovali. Hvaležen sem vsem zadrugam, direktorjem, predsednikov za svojo podporo, ki sem jo toliko let imel in je bilo res lepo delati za to ekipo s temi ljudmi. Boste še naprej aktivni na zadružnem področju? Kaj bo pa naprej, pa ne vem, jaz nisem imel nobenega drugega plana, jaz sem vsa leta deloval 100% za Zadružno zvezo, nisem imel neke v igri, zdaj pa če ne bom predsednik, pa da bi si kje do kje že kaj urejal, vse, kar imam doma kmetijo, takšno kot imam, drugih planov nisem imel, tako da bom razmislil naslednji dni, kako naprej. Hvala lepa in tudi v prihodnje vse dobro. Hvala lepa tudi vam. Skratka, brez zadrug, ki so članice Zadružne zveze, ki upravljajo pomembno vlogo v tem kmetijsko-podeželskem prostoru, si razvoja kmetijstva v Sloveniji ne moremo predstavljati. Zadruge v svetu povezujejo milijardo članov in zaposlujejo za petino več ljudi kot vse svetovne multinacionalke skupaj.